Prejšnja vlada je podcenjevala problem javnih financ in tudi bančni problem, torej problem bančne sanacije. Tudi Banka Slovenije kot regulator in nadzornik ni opravila funkcije tako, kot bi bilo potrebno in tako, kot smo od regulatorja in od nadzornika slovenskih sistemskih bank tudi pričakovali. V bankah gre za sistemski problem. Izdajali so se politični krediti po neregularnih nizkih obrestnih merah, brez ustreznih zavarovanj in celo brez zavarovanj kreditov. Takšne odločitve definitivno niso bile po pravilnikih. Odločitve za takšne kredite so bile politične. Zato je potrebno preveriti, odkriti in dokazati takšna dejanja in terjati odgovornost tako članov uprav in odgovornih oseb v bankah, kot tudi članov nadzornih svetov, ki so izvajali nadzor nad odločitvami ali celo vplivali na dodeljevanje tako imenovanih tajkunskih kreditov, pa tudi kreditov na lepe oči raznih barv. Preveriti je torej potrebno sporno kreditiranje gospodarskih družb brez ustreznih ekonomsko upravičenih projektov, ki so kmalu po prejemu izdatnih sredstev postale predmet izbrisa iz registra gospodarskih družb, terjatve pa so ostale kot slabe terjatve ali pa so danes celo odpisane. Danes je stanje v bankah takšno, da je obseg slabih posojil približno 7,1 milijard evrov. Torej, to je 1/5 bruto družbenega proizvoda oziroma 1/5 vsega, kar Slovenija ustvari v enem letu. To so posojila, pri katerih nastaja več kot 90-dnevna zamuda pri odplačilu in ta posojila povzročajo stroške v bankah, ki zaradi rezervacij in slabitev posegajo v kapital bank in ga celo najedajo. Posledično pa niso sposobne financirati gospodarstva, kar pa je danes najbolj problematično. Zato je nujno in potrebno, da se preiskovalni komisiji določijo vse pristojnosti, v okviru katerih bo lahko komisija objektivno in z vso skrbnostjo opravila tudi preiskavo s ciljem, da se doseže glavni namen, to pa je ugotovitev odgovornosti nosilcev javnih funkcij za dajanje političnih kreditov po neregularnih, nizkih obrestnih merah, brez ustreznih zavarovanj ali celo brez zavarovanj ali pa samo formalno zavarovani z vprašljivo unovčljivostjo terjatev. Cilj preiskovalne komisije mora biti tudi, da se ugotovi sum za sodelovanje pri nadzoru slovenskega bančnega sistema vseh nosilcev javnih funkcij in tudi ugotavljanje suma za posredno in neposredno vplivanje preko državnega lastništva oziroma preko državnih regulatorjev. Zato je nujno, da se preiskovalni komisiji dodeli vse pristojnosti, da bo lahko svoje delo tudi uspešno opravila. Danes je potekala konstitutivna seja preiskovalne komisije in tudi dogovor o delu te komisije. Pri prvi točki ste, spoštovani novinarji, lahko tudi sodelovali, zato ne bom ponavljala. Pri dogovoru, torej pri drugi točki, pa smo podrobneje definirali predmet parlamentarne preiskave, namen parlamentarne preiskave, obseg preiskave in način dela, ter sprejeli tudi sklep o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj, pri čemer pa komisija pridobi določena gradiva strani bank v večinski državni lasti in od regulatorja, torej Banke Slovenije in tudi drugih institucij, kot so tožilstvo, Komisija za preprečevanje korupcije in Urad za preprečevanje pranja denarja. Ta sklep se lahko tudi dopolnjuje skladno s 14. členom Poslovnika o parlamentarni preiskavi in je javen in bo na voljo na spletnih straneh Državnega zbora, ko bo čistopis pripravljen. Glede na obseg preiskovalne komisije bi želela poudariti, da bo ugotavljanje predmeta preiskovalne komisije v obdobju od 1.1.92 do
1.1.2005 in od 1.1.2010 do uvedbe parlamentarne preiskave. Obdobje, ki je izključeno, to je obdobje od 1.1.2005 do 1.1.2010, je sicer v tej preiskavi, v tej fazi izključeno, zato ker je Državni zbor iz odrejene parlamentarne preiskave izločil ugotavljanje odgovornosti podeljevanja tako imenovanih slabih posojil v bankah NLB in Nova KBM prav v tem obdobju, zato ker se na to obdobje nanaša zahteva Državnega sveta za uvedbo parlamentarne preiskave, ki je bila že uvedena v mandatu Državnega zbora 2008 do 2011, vendar zaradi predčasnega prenehanja mandata tudi ni bila v celoti zaključena. Ko pa je že Državni zbor odredil parlamentarno preiskavo, pa je torej ugotovljeno, da se vsebinsko pokriva z zahtevo Državnega sveta, vendar je pa ta naša preiskava po obsegu širša, zato Državni svet na Državni zbor tudi naslavlja pobudo, da Državni zbor svojo zahtevo v tej parlamentarni preiskavi razširi in dopolni s poudarki, torej tudi na obdobje 1.1.2005 do 1.1.2010. Preiskovalna komisija je to pobudo prejela od Državnega sveta za razširitev in dopolnitev za to obdobje in jo bo tudi obravnavala na eni od svojih naslednjih sej.